Nahajava se sicer v Kosovi graščini, ker ste si prišli ogledati razstavo Jaka Torkarja, pa vendar, kako poteka obnova v Ruardovi graščini? No, v Ruardovi graščini zaenkrat delajo še neka dela, neka gradbena dela, ki so potrebna za odstranitev te lesne gobe, odbijajo omete in to so zdaj zadnja dela, ki jo bomo še opravili v tem delu. V nadaljevanju se pa seveda bomo prijavili na razpise Ministrstva za kulturo, za evropska sredstva. Saj se nadejamo, da bomo uspešni na tem razpisu, kajti že do zdaj smo za obnovo Ruardove graščine porabili 1,5 milijona in še nekaj zraven evrov. Za občinski proračun je pa to precejšen izdatek, tudi izvajanje nadaljnjih sanacijskih del, zato se seveda nadejamo, da bomo na razpisu uspešni in da iz državnih virov in evropskih virov pridobimo dodatna sredstva in da na ta način zaključimo celotno sanacijo tega objekta, ki pa bo trajala še kar nekaj časa. In kdaj predvidevate, da naj bi bila potem lahko Ruardova graščina odprta, verjetno šele drugo leto? Ja, pričakujemo, da bi bila čim prej, seveda smo pa pri tem odvisni tudi od uspešnosti na razpisih in tudi od same dinamike izvajanja del v prihodnje, vse je namreč odvisno tudi od tega, v kolikšni meri bomo uspeli odstraniti vse ta okužen les iz obstoječih zidov. No, najbolj vroča tema na Jesenicah pa je prav gotovo v zadnjem času ogrevanje, saj boste o tem sklepali oziroma na občinskem svetu občine Jesenice. Ja, res je, gre za enega najbolj perečih vprašanj v občini Jesenice ta hip. Vemo, da so naši ljudje, številni med našimi ljudmi, prišli v veliko finančno stisko zaradi visokih zneskov na položnicah za ogrevanje. Kar se tiče občinske uprave, se trudimo po naših najboljših močeh, da to stisko čim bolj umilimo. Tako bomo danes na seji občinskega sveta razpravljali tudi o zagotovitvi dodatnih sredstev za izplačilo teh socialnih pomoči za najbolj ranljive družbene skupine. Kot smo že večkrat izpostavili, smo že zaradi povišenih cen energije morali v občinskem proračunu za ogrevanje šol, vrtcev in tako naprej naših javnih objektov zagotoviti dodatnih 190 tisoč evrov, kar pomeni že dodaten pritisk na občinske finance glede na siceršnje potrebe, ki jih imamo v občini Jesenice, pa jaz prav veliko možnosti za dodatne finančne pomoči za naše ljudi enostavno ne vidim. Tako da smo veseli, pa na drugi strani tudi tega, da je država, da so na Ministrstvu za infrastrukturo, tako kot so že obljubili pred časom, zagotovili dodatna sredstva za pomoč najranljivejšim prebivalcem in jaz upam, da bomo na ta način, torej z različnimi finančnimi podporami, lahko pomagali našim ljudem preboriti tiste najbolj težke dneve. Čemu pripisujete največje vzroke te podražitve? No, ocenjujemo, da del odgovornosti seveda nosi tako tudi podjetje Enos, ki proizvaja toplo energijo. Vemo tudi, kar so že izpostavili v podjetju Enos, da je bil dosedanji model zakupa tega plina, da je bil uspešen, no v letošnjem letu pa se je izkazalo, da ta njihov poslovni model ne odgovarja več in da so prav zaradi tega visoke cene. Hkrati pa treba vedeti, da se cene energentov, vseh energentov na svetovnih trgih višajo in to se posledično čuti tudi na Jesenicah in tudi seveda to se opazi na zneskih, na položnicah naših ljudi. No, odkar se nisva videla, se je zgodilo tudi to, srednjo šolo je načel zob časa in začela naj bi se tudi obnova sanacije po fazah. Ja, za nas na Jesenicah je zelo velikega pomena, da so šole, na splošno izobraževalne vzgojne inštitucije v čim boljšem stanju. Že desetletja se na Jesenicah prizadevamo, da bi obnovili srednjo šolo Jesenice. Vemo, da na prenovo čaka že predolgo, tako da smo zdaj veseli, da so na Ministrstvu za izobraževanje, da so začeli izvajati te postopke. No, pred časom smo že predstavili prve arhitekturne rešitve. V tem hipu na ministrstvu nadaljujejo s pripravo vse dokumentacije in želimo si, da bo ta dokumentacija pripravljena čim prej in da bi se prihodnje leto že lahko začela izvajati prva dela. Obnova bo vredna, saj zaenkrat so takšne ocene, približno 15 milijonov evrov, v večjem delu oziroma
investicijo bo v celoti financiralo Ministrstvo za izobraževanje in tega smo na Jesenicah zelo veseli, saj si zavedamo tudi tega, da želimo mlade zadržati doma, v domačem okolju in seveda urejene šole pa tudi pomembno prispevajo k temu, da bodo mladi ostajali v domačem okolju. Za vaše odgovore hvala lepa in srečno. Hvala tudi vam, lep pozdrav.